Piknik pod klobuki letos v Zajčji Dobravi. In čeprav smo spremenili mesto, pa se ni spremenilo čisto nič drugega. Tako kot zmeraj je družba odlična, glasbo imamo, jedačo, pijačo, vsi smo na kupu in jaz mislim, da bo danes še en lušten in fajn dan. In res je bilo tako. Zbralo se je zajetno število znanih Slovencev, ki so že komaj čakali, da lahko kakšno rečejo s kolegi, nazdravijo in piknejo kakšen dober čevapčič. Jaz se imam toliko fajn, s prijatelji malo uživamo, končno pred odrom enkrat, po dolgem času. V poplavi vsega, kar je odpadlo v zadnjem času, v zadnjih 3-4 mesecih, je to prava osvežitev in sem vesel, najbolj vesel na svetu. Kaj se imate fajn, je lušten danes? Super! Nasmejano družbo estradnikov oziroma njihove otroke najprej zabava čarovnik. Potem se na odru zvrsti četa tistih, ki so prišli samo malo pogledat. Špela Grošelj, Natalija Vrboten, mladi korenjaki Domen Kumer. To je le peščica tistih, ki so nas zabavali. Pa tudi Zvita Feltna na odru in pod njim. A se spomniš kakšne skladbice vsaj, ki vsebuje besedo klobuk ali nekaj takega? Ja, moj klobuk ima 3 luknje. A jo znava zapeti? Moj klobuk ima 3 luknje. 3 luknje ima moj klobuk. Juhej! Če ne bi imel 3 lukenj, ne bi bil tvoj klobuk. Juhej! Na pikniku ne sme manjkati dobra družba. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Pa seveda odlična hrana, kot vidite v ozadju, pa sadje, no, kaj pa menijo glasbeniki? Brez česa ni piknika. Jaz pravim brez grozdja. Kaj torej na pikniku ne sme manjkati? Alkohola je obvezno. Glasbe. Pa tudi kakšne dobre hrane, tudi ne bi bila švoh, ne, če bi Pa kaj luštnih pojedel. deklet. Absolutno. V bistvu to pa tako imamo, ne. Ja, ena med nami. Če sta bila ona dva tak navihana, mora biti jaz raven, zdrave pameti, evo ga. Ja, nima. Čevapčiči. A že probal kakšnega? Opa, ja, že par let prej. Ja, čevapčiče imam strašen rad. Drugače pa. Zdaj si me pa potegnila za jezik. Rada te imam. Vem, ja, pa tudi če rečem, da naj to režejo, ne bodo, tako da nima smisla. Jaz to rečem, tako da ne bo. A ja, ne vem, Nima da, smisla. vem, da ne boš. Ne sme manjkati dobre družbe, dobre hrane, dobre zabave in to mislim, da danes imamo. Ne sme manjkati niti kakšen plesni korak. Ne, vesela družba bo najprej malo zaplesala, a ne? Ne, jaz ne plešem. Kako? Ne, oprosti, kaj si rekla? Ne, se plešem drugače. Okej, v redu. Hip-hop pa take stvari. 1, 2, 1, 2, 3, pa nekaj tako, pa tako, pa tako, pa noge, tako. pa se pa vrtiva. Pa se vrtiva Do jutra. do jutra. Glavne zvezde popoldneva pa seveda klobuki. Nagrajen je najlepši otroški, ženski in moški klobuk. Zmago si letos priborita Žiga Lakner in Jerca Legan. Zdaj, jaz imam rada, da je vedno nek klobuk s konceptom ali pa z neko osebino, ki nekaj sporoča. Tokrat sporoča, da se moramo osvoboditi vseh teh omejitev in strahov, ki jih imamo in ostati v barvah, v rožicah. Te bova pa pogledala, kaj vse si ti dobil. Vidim, da ena salama tle ven stoji. Salama, ne klobase. V glavnem neki Kratka, nekaj dobrega. Torej lačen ne bo. Ne, sigur ne, tako da super, res, hvala. Pobliže smo si ogledali konjičke, se fotografirali na posebni stojnici, kupili smo lahko klobuk, dobrodošli so bili pasji prijatelji. Tukaj na pikniku se obiskovalci skrivajo pod klobučki. Vse to je piknik pod klobuki. No, nekateri to vzamejo bolj resno, drugi malček manj. Blaž, saj veš, da je to piknik pod klobuki, a ne? Ja, sam jih ni, ne? Kje imaš ti svojega? Ja, sem ga pozabil doma. A vidiš, kaj imamo mi tam, ne? Ene take majhne kobilce. Tisto malo kobilcev sem šel zajahat in mi je pojedlo. Klobuk. Ne. Zelene barve je bil, veš. A veš, kako so meni povedali? Da je vstopnica klobuk. Jaz sem prišel s klobukom, čim sem bil noč, sem se ga dal lepo dol. Sam, da ni treba nič plačati. Takšni smo mi estradniki. Prav nasprotno pa je velika ljubiteljica klobukov kraljica jodlanja. Mora
povedati, da sem bila sploh včasih, ko sem bila žalostna. Jaz sem šla vedno v trgovino, pa si kupila klobuk, sem bila znana potem. No. Se vidimo drugo leto spet, s klobukom ali brez. Samo, da boste dobre volje.